Ja, v tem tednu izvajamo usposabljanje kontingenta ISAF-19, ki bo odšel v Afganistan polovici tega leta. V našem delu uporabljamo sistem SAP, ki je bil nabavljen leta 2007. Izredno uporaben sistem, s katerim nadziramo in kontroliramo dogajanje na terenu. Ta sistem služi za dodeljevanje izgub, se pravi, določa na kakšen način je kdo ranjen ali ubit v igri in deluje na laser, ki je nenevaren za oči in kot vidite ima veliko senzorjev po celem sistemu. Se pravi, vsak od teh absorbira laser, če pride v doseg njegovega telesa in potem po načelu metanja kocke določi tip rane. In sicer lahko rano, srednje težko rano oziroma težko rano. Temu primerno potem se odvija igra in igralci oziroma udeleženci vadbe se obnašajo temu primerno. In jih treba pač skrbeti, transportirati in vse ostalo. Za vozilo obstajajo dva osnovna načina delovanja sistemov in sicer mobility kill, kar pomeni uničenje mobilnosti vozila. Vozilo se ne more premikati, orožje še zmeraj lahko deluje in najverjetneje so potniki v vozilu še živi oziroma lažje ranjeni. Ali pa total kill, kar pomeni, da je vozilo, da je zadev poln zadetek izstrelka v vozilo in najverjetneje imamo potem tam neke izgube, vozilo je pa uničeno in ni več sposobno za premik. Je predvidena IED presenečanja, se pravi bodo sprožnjeni poteh, čez bo vrvica. V primeru, če bo IED odkrit, ker je kompleksna zaseda, potem deluje s RPG-7 v zasedi in pa istočasno bodo z boka udarili po bluforju. Če bo blufor pravilno odreagiral, potem se mi postopno izmikamo. Ker ne želimo, da so tu prebike žrtve, ampak da bo res dejansko se videlo, če oni pravilno odreagirajo. Zmagam, tam pri postopki in moramo mogoče potem in medevaku, da pride varno. Tukaj dol od spode je nek od opforja in tri se vidi ikonice so tam čez cesto. In zdaj ste spodnje strani okoli, kjer je bil prvi dogodek, prihaja okoli. Zdaj so se vstavili dol, kjer je tisto križišče, pa tiste dve porušene zgradbe, so se vstavili in verjetno malo se koordinirajo, kako bojo zdaj šli po tej cesti tukaj dol pod nami. Bolj so označbe za vozilo, označbe za vsakega posameznika. Dejansko vsak posameznik je lociran v sistemu preko svojega lastnega GPS-a, tako da se vse sledi. En opazovalec kontrolor se premika za kolono, zdaj se jih sliši že, da se premika. Tukaj je blufor prečkal cono, ki je sam označil kot opredelil kot nevarno cono in je v načrtovanju načrtoval detaljen pregled te cone. Izvajali so dve metodo, levo in desno stran ceste, da bi pregledali za morebitnimi improviziranimi eksplozivnimi telesi in ko so nekje predvideli, da ni nič, so nadaljevali pot. Njihov SOP, Standard Operating Procedure, predvideva, da eno vozilo gre naprej v pregled. Torej, potem so sledila ostala vozila v razdalji kar veliki, bom rekel. Cilj Talibanov, v tem primeru nasprotnika, je bil pa videti, kako deluje IED na Patrijo oziroma uničiti Patrijo. Tako da so oni čakali, da prije Patrija mimo. Kada je prišla Patrija mimo, so jo aktivirali z command wire, se pravi na žico. Orientir je bil rob gozda z leve strani in žica potekala po celi čistini, urezano zemljo in trigger menu je aktiviral na osebno v razdalji 50 metrov od zadaj. Po detonaciji je sledila reakcija. Šofer vozila je bil težko ranjen, vozilo ni bilo uničeno, pa je bilo premičnost vozila onemogočena in elektronika ni delala. To pomeni, ni moglo spustiti rampo.
cilj te vaje bil tudi, da vidimo, kako da sprobajo ta postopek. Se pravi, evakuacija ranjencev iz vozila in normalno poveljevanje kontrola med stikom med vsemi temi elementi. Ko so se izkrcali, je nasprotnik začel z ognjem malih orožij z hriba pred vami. Razdalja je šel do metu in to je bilo motenje, uspelo jim je enega raniti še dodatno. Kadar se je Blufor premaknil proti njim in dejansko z manevrov napadov, so se pa izmaknili pač na varno. Sledila je evakuacija ranjencev z vozila, prva pomoč zelo dobro dana in zdaj pač komunicirajo, iščejo medevak pomoč. Izvedemo v bistvu preverjanje, s katerim ugotavljamo, ali je kontingent pripravljen za izvedbo naloge. Poudaril bi rad, da je naše usposabljanje in tudi preverjanje ciljno, kar se da realno, tako da skušamo te fante na terenu spraviti čim bolj v realno situacijo, s tem v nekak tisti stres in opazujemo reakcije poveljujočih in pa tudi samih.